Posamezne stvari lahko tudi jezikom samo nakažemo, ne moramo jih pa zares dokončno izraziti. Lahko pa prek jezika poskušamo izraziti te bolj drobne stvari, občutne, ki jih lahko primemo, ki jih lahko vidimo in tako naprej. Ker tudi prek teh drobnih stvari se, oziroma morda celo predvsem prek teh drobnih stvari se tisto presežno Božje razodeva. Pesmi, izbrane v pesniški zbirki Garatar, so nastajale pretežno med letoma 2013 in 2019, zaobjemajo pa 4 cikle. In sicer se prek njih sprehodimo najprej prek območja naravnega na področje poetološkega, temu lahko rečemo recimo pogojno tudi družbenega. Nato pa nadaljujemo z nekimi bolj zgodovinskimi tematikami, kamor se povsem enakovredno vpletata tudi to ljudsko izročilo in pa mit in s tem povezani elementi. Nato pa se vse skupaj sklene z tako imenovanim vzponom v presežno, če se malo bolj strokovno izrazim, se pravi, se zbirka zaključi z nekakšnimi bolj religioznimi toni. Kar se mi zdi pri tej zbirki še posebej vredno omeniti, je ravno ta pozicija čudenja, ki jo nekako izpostavljam tudi v tem besedilu, ki sem ga zapisala zbirki na pot. Se pravi, gre pravzaprav za neko privajanje človeka iz nedovzetnosti v dovzetnost. Za te drobne detajle, ki potem pa pripeljejo tudi v zelo velike stvari, da se lahko potem zbirka s temi zelo duhovnimi toni tudi zaključi. Zadnji verzi v zbirki so morda že diši po vstajenju. S to največjo skrivnostjo se pravzaprav zbirka zaključi, ker tudi besed zmanjka, ker tudi poeziji zmanjka besed, ampak nekako moramo pa do tega priti. Tudi jezik nekje odpove, in ravno to je razlog, da sem hotela tudi zbirko zaključiti ravno s temi toni, s temi verzi, če hočete. Jezik je človeška iznajdba, nenazadnje, in vse človeško ima neke meje, je končno, in jezik tu ni nobena izjema. Posamezne stvari lahko tudi jezikom samo nakažemo, ne moramo jih pa zares dokončno izraziti. Lahko pa prek jezika poskušamo izraziti te bolj drobne stvari, občutne, ki jih lahko primemo, ki jih lahko vidimo in tako naprej. Ker tudi prek teh drobnih stvari se, oziroma morda celo predvsem prek teh drobnih stvari se tisto presežno Božje razodeva. Zanimivo je recimo to, da če sem včasih pisala nekakšne miniature, v tej zbirki bistveno bolj prevladuje cikličnost.
Pesmi zelo rada nekako zbiram v nekakšne triptihe ali pa tudi v neke večje enote. Zdi se mi, da nekako na ta način dosežem večjo širino. Če bi jaz bila recimo slikarka, bi se gotovo največ ukvarjala s krajino. Tudi v poeziji je to tista stvar, ki mi najbolj buri domišljijo. In se mi zdi, da na način miniature lahko res zajamem zgolj nek tak ozek pas, medtem ko s tem, ko pesmi združujem v cikle, lahko pa to širim. Kar nekako spontano težim k neki celostnosti, kar je na svojevrsten način paradoksalno. Ravno zato, ker v teh ključnih trenutkih vedno začutim tudi neko nemoč jezika. Daleč od tega, da bi tule imela ravno neko modernistično pozicijo glede jezika in njegove nemoči, ampak vseeno pa začutim, da jezik v določenih trenutkih odpove. Določenih stvari, predvsem ko govorimo o bolj duhovnih tematikah, pač niti ni mogoče zares dobro izraziti. In tam potem raje sem se naučila, da pač pustim tišini, da naredi svoje. Zaradi tega se tudi pesniška zbirka konča na tak način, kot se konča. S temi verzi, ki nekako obvisijo v nekem pričakovanju dogodka, se pravi dogodka vstajenja, ni pa še nič eksplicitno povedano. Se pravi, samim koncem zbirke ta dogodek z veliko začetnico samo nakažem. Pusti, da vstanem iz groba, dvigni me iz mojega spanca vsaj za hip, da se dotaknem tvojih nog, da jih pripravim za pot po ostrem kamenju. Vsaj toliko ostani z mano, preden se razleže topot konjskih kopit in splaši golobe, da se razletijo v senčne višave razžarjenih ulic. Ostani z mano vse do trenutka, ko te odpeljajo proč. Morda te bom takrat držala za roko in boš rekel pusti, čeprav boš v sebi trepetal. Ostani tu in ne pozabi posušenih palmovih vej in mehkega molka kamnitega tlaka. Ostani in pusti, da se dotaknem tvojega obraza, tvojih utrujenih rok, ki so sprejele biti prah. Pusti, da ujamem košček diha. Ostani in pusti, da ga zajamem vase, da s prstom spolzim po slutnji rdečine in zaupam.